V Kalčku pa smo prisluhnili Jeleni Dimitrijevič, ki nam je povedala, kako lahko tudi zelo zaposleni ljudje poskrbijo za zdravo prehrano in prigrizke. Jelena, kakšni so nasveti za zdravo življenje tistih ljudi, ki so zelo zaposleni? Ponavadi si res ne vzamejo čas zase in to je velika težava, zaradi tega, ker ko pride kakšna zdravstvena težava, takrat si je zelo težko pomagati. Prioritete je treba postaviti in se dobro organizirati. To je najbolj pomembna stvar. Kar se konkretno hrane tiče, to pomeni recimo, da si vnaprej pripravljamo obroke, ki bojo bolj zdravi in to si naredimo takrat, ko imamo več časa. Mogoče čez vikend, takrat, ko ne delamo, si pripravimo recimo, ne vem, skuhamo nekaj več stročnic, ki jih damo pol v posebne posode, vlijemo samo malo vode, pa pol to vodo menjavamo čez teden, 5-6 dni sigurno stročnice zdržijo v hladilniku, lahko tudi za 2-3 dni skuhamo nekaj žit. Ni to najbolj energijsko gledano taka top hrana, ampak v vsakem primeru nam lahko pomaga, da lažje pripravimo na hitro obroke. Zelenjava se hitro pripravi, potem, če imamo nekaj zdaj skombinirati, ni problem. Hkrati si lahko zjutraj takoj v 10 minutah naredimo kakšno palačinko iz ajdove moke, iz čičerikine moke, iz teh stročnic, ki smo jih prej skuhali, naredimo hiter namaze, namažemo, damo nekaj zelenjave, zvijemo, imamo take fajn zdrave zvitke, ki jih lahko nesemo v službo. Tudi lahko zjutraj iz teh žit naredimo kakšne hitro kašice. To so taki ukrepi, ki nam lahko pomagajo, da nismo toliko veliko pod stresom, hkrati pojemo nekaj zdravega, če tudi imamo v službi nekaj takega, da bi pojedli, ne vem, eno tako restauracijo, pa da ne bi jedli mogoče tiste bolj predelane hrane, prinesemo zmeraj nekaj s seboj. Hkrati pa v bistvu, če se dobro organiziramo, takrat bomo imeli več časa, da se pol posvetimo sebi, mogoče kakšno 10-15 minut vzajemo, da malo bolj dihamo, da meditiramo, da se umirimo, ker na tak način se bomo znebili tega stresa. Kako pa se izognemo nezdravim prigrizkom v službi in kakšne so zdrave alternative? Predvsem je treba spet razmišljati malo bolj vnaprej, tako da namesto tega, da bi hiter skočili v kakšno trgovino pa vzeli predelano hrano, kakšne sladkarije, piškotke, da hiter dvignemo sladkor v krvi, se pripravimo, se pravi od doma vzajemo kakšno sadje, se navadimo tudi mogoče, da užijamo posebej, če je popoldanska malica, kakšno narezano zelenjavo, pa ne vem, humus ali namazi iz stročnic, jogurt rastlinski, recimo semeni, če imamo v sami službi možnost, recimo, da naredimo kakšne smutije, si tudi vzajemo sabo zeleno listnato zelenjavo, kakšen klorofil tudi v prahu, recimo, pa pol zmešamo skupaj z rastlinskimi proteini, nekaj rastlinskega mleka, pa dodamo kakšni dobra semena, kot so recimo čija ali lnena semena in s tem si povrnemo tisto moč, tudi dobimo več energije, pa hkrati ne bomo zaužili nekaj, kar za nas ni najbolj optimalno, se pravi priprava in predpriprava, malo to miselnost je treba zamenjati, na tak način v bistvu si lahko pomagamo. Tako da na tak način dejansko ne bomo posegali po nezdravih prigrizkih in se bomo navadili, da lahko tudi užijamo v dobri, polnovredni, kakovostni hrani, ki nas bo nasitila in nam povrnila energijo, ki jo rabimo v službi. Kaj pa izgorelost? Veliko je tega, kako lahko pomagamo. Najprej je treba imeti rad sebe, da do tega sploh ne bi prišlo, zaradi tega, ker samo to pretiravanje nikamor ne pele. Bolj se treba zavedati, da pospešimo učinkovitost na delu in pri samem procesu dela, kot da bi recimo veliko časa delali in vlagali ogromno energije. Najprej je treba tudi razmisliti o regeneraciji, se pravi vsakič, tudi ko pridemo domov, si najti čas zase, najti 15-20 minut, pol ure, da se regeneriramo, da zmanjšamo to količino stresa, se je treba naučiti tudi pravilno odzivati na stresne okoliščine, da ne spet ne zgubljamo energijo in da ne obremenimo naše ledvice oziroma nadledvične žleze in ne provociramo proizvodnjo stresnih hormonov. Hkrati tukaj nam pomagajo adaptogene rastline, recimo kot so ašvaganda, rodiola, tudi recimo vitamini, kot so vitamin C, vitamin D, vitamini B kompleksa, cink, hkrati recimo baldrijan, kakšne bahove cvetne esence, tudi recimo nekaj, kar bo tudi uravnavalo same hormone na splošno. Je treba najti način, tisti način, ki nam bo najbolj ustrezal, ampak vsekakor je treba najprej poskrbeti za to, da najdemo eno pravo ravnovesje, da do izgorelosti ne pride, ker če pride, takrat lahko traja tudi 1 leto, da spet ponovno pridemo k sebi.